predstavitvi zbirke družine v 18. stoletju, ki jo je zasnoval profesor dr. Lovro Šturm. Današnji dan je poseben, namreč 19. maj je bil tudi njegov rojstni dan. Ste že naredili družinsko drevo ali ste našli morda v publikaciji svoje prednike? To je morda priložnost, da jo izkoristite. Leta 2016 so izšle prva publikacija Gorenjske družine, nato je sledila 2018, so sledile Ljubljanske družine v 18. stoletju, 2020 Notranjske družine v 18. stoletju, 2021 družine od Doba do Šentjerneja, 2022 Koroške družine v 18. stoletju in konec leta 2024 družine avstrijske Koroške in Bele peči v 18. stoletju. Skupno zajemajo 2536 strani. Popis prebivalstva iz leta 1954 je odredila Marija Terezija za takratno celotno avstrijsko cesarstvo. Arhiv ljubljanske nadškofije hrani med svojimi številnimi zgodovinsko pomembnimi zbirkami tudi tako imenovan kapiteljski arhiv, kjer je možno najti izvirne rokopise takratnega štetja prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju. V besedi vabim magistra Toneta Krampača, arhivarja, ki je transkribiral vsa ta imena. Imamo veliko srečo, da se najde nekdo, ki ga veseli to vrstno dešifriranje. En lep pozdrav, še z moje strani. Jaz vam na kratko predstavil to moje delo, pa nekaj osnovnih podatkov o popisu. Kot je že gospa Breda rekla, je bil to ukaz cesarice Marije Terezije, ki je vladala v letih 1740-1780. Ukaz je bil izdan 16. februarja 1754, popis se je zaključil leta 1755, obsega celotno Habsburško cesarstvo. Namen popisa je bil, sta bila dva namena, in sicer osnova za naborne okraje in zemljiški kataster. Narejen je bil v dveh izvodih, en za Dunaj in en za posamezno škofijo. Izvajali so ga župniki oziroma upravitelji župnij. Zapisan je v dveh različnih jezikih, in sicer v nemškem ali pa latinskem jeziku. V posamezne snopiče, ne v knjige, kot danes poznamo snopič, ki so bili vezani z cvirnom. Obstajajo različne oblike zapisa, eni so narativni, pomeni povedni v obliki stavkov, drugi, tudi kar precej razširjen, je pa zapis v obliki tabel oziroma poltabel. Zdaj, posamezen vpis posamezne družine obsega v veliki večini gospodstvu, kateremu je ta družina bila podložna, potem začne se z prvo osebo pri tej družini, ki ga imenujejo gospodar ali glava družine, potem naslednji zapis je žena, potem so starši gospodarja ali žene, potem otroci, lahko tudi na koncu služničak in pa podnajemniki. Odvisno pač od posameznega župnika, včasih v tem vrstnem redu, včasih tudi malo v drugačnem vrstnem redu. Glede ohranjenosti popisa še nisem ugotovil oziroma se trudim, da bi ugotovil, ampak kakor zdaj izgleda, je v celotni habsburški monarhiji so se ti popisi ohranili le v nadškofijski arhiv v Ljubljana. Ohranili so se pa tudi verjetno zaradi tega, kot je že Breda omenila, so del kapiteljskega arhiva. Če bi bili samostojni, je velika verjetnost, da bi se tudi to arhivsko gradilo lahko izgubilo. Ni nujno, je pa večja verjetnost. Pač ta popis
zajema vse tiste župnije, ki so takrat leta 1754 spadale pod njeno upravo, zato tudi ni vseh župnij, ki jih bolj srečamo pod ljubljansko nadškofijo, lahko vidite tele temnejše lise, tole je ohranjeno, to je takrat spadalo pod nadškofijo Ljubljana, kar je ostalega ne v lisah, je pa spadalo pod Oglejsko patriarhat oziroma pod Goriško škofijo, ker takrat 54 je bila že Goriška. Tisto bi bilo zelo fajn, če bi to se kje ohranilo in bi se tudi tisto popolnilo, ta popis za praktično za celotno to področje, ampak nažalost do zdaj, do trenutno danes ga še ni bilo, nikjer, mislim, ga še nismo našli, oziroma vse karkoli je bilo poizvedovanje, kot da ga ni. Tisti popisi, ki so bili pa shranjeni na Dunaju, pa naj bi bili uničeni v požaru v 19. stoletju. Zdaj, kot je že prej bilo rečeno, leta pri nas v arhivu hranimo za popise za 75 različnih župnij in del mesta Ljubljane. 24 popisov je išlo v knjigi teh najdebelejši trenutno tam, ki je Gorenjske družine v 18. stoletju. Od teh 24 jih je 7 zapisanih v latinskem jeziku, 17 je pa zapisanih v nemškem jeziku. Potem druga knjiga, ki je šla 2 leti pozneje, leta 2018, je bila kot ljubljanska oziroma za mesto Ljubljana in pa stolni vikariat. Del je zapisan v nemškem jeziku, manjši del pa je zapisan v latinščini. Tretja Notranjske, ki so išle zopet čez 2 leti, vsi popisi so v latinskem jeziku in vse župnije razen Rovt so v tabelarnih oblikah. Rovte so pa narativna zapis. Potem leta 2021 je išla za župnije od Doba do Šenterneja, tle je pa le Dob v latinskem jeziku, vse ostale pomeni Ik, Krašnja, Motnik, Svidno in Šenternej pa so v nemškem jeziku. Peta knjiga leta 2022 je vse knjige, vse popisih 5 župnij, pomeni Črna na Koroškem, Razbor pri Slovenj Gradec, Stari Trg pri Slovenj Gradcu in Šentilj pod Turjakom, so pa vse v nemščini in vse so pisane tudi v tabelah in nobene, ki bi bila v narativni obliki. Zadnja knjiga, pomeni 6. knjiga, avstrijske Koroške in Bele peči, ki je išla lani, je 9 župnij z ozemlja današnje Avstrije, pa praktično 8 župnij iz današnje Avstrije in pa ena iz področja Bele peči. In vse so zapisane v nemškem jeziku. V 3 župnijah, naprimer, se upravičujem, v 8 župnijah je nemščina, v Vogrčah je pa v latinskem jeziku. 3 župnije so zapisani v stavki, ostali 6 pa v tabelah. To pomeni, več je tabel kot pa narativnega, ker naprimer pri gorenjskih družinah je pa bilo večinoma v narativni obliki in zelo malo v tabelaričnem. Obstaja še zadnja, ki pa pač je pripravi, to je 7., tako da bo popolnost 7, 7. knjiga potrebno je prepisati še 23 župnij, nekaj jih je že prepisanih, tako da začnejo pa se od Bizeljskega pa vse do Žusma, lahko pač naštejem, to so Bizeljsko, Braslovče, Gornji Grad, Griže, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Pilštajn, Planina pri Sevnici, Podčetrtek, Podsreda, Rečica ob Savinji, Solčava, Svet Il pri Velenju, Sveti Jurij pod Taborom, Svet Martin pri Šaleku, Sveti Pavel pri Preboldu, Sveti Peter pod Svetimi gorami, Škalce, Šentjanž na Vinski gori, Šoštanj, Trbovlje in Žusen. Uporabnost popisov iz leta 1754 za rodoslovce je
rodoslovci preveč pričakujejo od teh zapisov, to so res neka orientacijska vrednost teh popisov, praktično nek orientacija, nek pogled, so le okvirna orientacija pri iskanju prednikov, boljši so od statusov, ne maramo glede navedbe služničadi in podnajemnikov, glede slabši pa so glede na zavajajoče o starosti oziroma netočnost pri navedbi starosti. Jaz sem takrat naredil en primer, praktičen, in sicer za družino Primoža Novaka iz Stanežič, župnija Ljubljana Šentvid. Primož, kot glava družine, je po popisu naj bi bil rojen 1724, dejansko je bil rojen 2.5.1713, pomeni striže za 11 let. Potem sin Mihael je po popisu naj bi bil rojen 1749, dejansko je bil rojen 3 leta prej, 26.9.1946. Hči Marija, ki se pa najbolj dejansko približa temu popisu, naj bi bila po popisu rojena 1745, je bila pa rojena eno leto prej, 1744. To bi bilo z moje strani. Na kratko. Ob publikaciji so seveda tudi spremna besedila. Ob knjigi Ljubljanske družine je priložen zapis Vlada Valenčiča z naslovom Prebivalstvo Ljubljane pred 200 leti. Za vse ostale publikacije pa je spremno besedo in poglobljene primerjalne študije prispeval dr. Granda. Ja, torej, hvala lepa. Za uvod ena zlobna pripomba. Poglejte, kaj je na mizi, pa poglejte, torej, ta knjiga, ki jo tome še piše, bo po moje vse tako debela kategorijska. Poglejte, to je stvar zasebnega podjetja. Je po zasebno delo, tle ni zraven Ministrstvo za znanost, tle ni zraven znanstvenih inštitutov in se pravzaprav gre pa za izjemen vir za zgodovino. Kolikor jaz stvari poznam, je to nekje primerljivo samo še z deli Jožeta Mačka o mašnih ustanovah, kjer je tudi serija knjig, ki je pa tudi v bistvu zasebno delo. Torej, jaz se čudim Tonetu, da to psihično zmore, kajti Tone dela to izven službe. To ni njegovo službeno uradno delo, to on dela popoldan. In oprostite, kdor se je kdaj ukvarjal s prepisi iz Gotice ali pa z Latinice, namreč ta humanistika tudi ni tako enostavna za prepisovati, zlasti pri inicialkah, postane živčen, histeričen in ni enostavno. Tako da moram izraziti prvič spoštovanje do profesorja Šturma, ki si je ta projekt zamislil, ker to je megalomanski projekt, ki bi ga vreden ene inštitucije in seveda Toneta, ki je to delo prevzel, in moram reči, da s tem, ko bo predelo, jaz rečem temu še Slomškovino, torej področje, ki je povezano s Slomškom, se bodo stvari pokazale še v dodatni lučini zelo zanimivo. Torej, gre za izjemno dragoceno gradivo in kolega Stargar, s katerim smo bili zadnjič na Koroškem, ko smo predstavljali Koroško knjigo, je prinesel fotokopijo koroškega članka, ki je naše takratno predstavitev predstavil pod naslovom Vstajenje življenja prednikov. Moram vam povedati, da točno to, kar je ta naslov, jaz se kdajkoli nisem spomnil, točno to človek doživi, kot to bere. Namreč pred vas ta popis ima številne napake. To ne je opozoril samo na letnice, vse mnogi niso niti poznali prinka svojih mater, pa to naprimer še v 19. stoletju. Ampak vse to ni tako, bi se namreč pred nami se postavile strukture družin. In to je nekaj najbolj pretresljivo, kako vidite očeta, mater, otroke, gospodarje, služinčad, potem seveda tudi znotraj služinčadi, otroke, nezakonske in tako naprej. Potem dobite strukturo, naprimer za Gorenjsko se spomnim, dobite krasno strukturo gradu,
graščak živi v Ljubljani, žena sama tam, otroci tam, tisti tam več zabeleženi so samo otroci, koliko je Služinčan, kakšen je Služinčan, kakšna je struktura Služinčani. Torej res pred vas stopa življenje in sploh ne pogrešate dejstva, da to ni klasičen popis, ker nima kritičnega datuma in še vrsto stvari, ki se danes zahtevajo popisa prebivalstva, ima pa druge stvari. Torej, kar osebno čutim je še največja pomanjkljivost pri tem, da ni ene enotnosti. Torej, meni kot socialnemu zgodovinarju, jaz bi si zelo želel, da bi bile povsod navedene statusi polkmet, cel kmet, gruntar in tako naprej, meščan, tržan. In to seveda ponekod je, ponekod ni, zato je ena globalna primerjava za vse slovensko ozemlje, mislim, za vse ohranjeno, ker moramo čuti, je Štajerska, je Koroška, ni Goriška, ne. Torej pa Kranjska, od Kranjska žal sem Šentjernej pa tam Svibno, ja. Ne, ampak v redu, mislim pa, da se bo našlo vsaj neki seslud, da bi se našel še stiški arhidiakorat, ki je pa v arhivu Slovenije. Mislim, to je Prekerfeldova zapuščina, ne arhiv stiškega diakonata, ampak nimam še potrdila. Torej, to je res en tako pogled v 18. stoletje, ki ga Slovenci premalo poznamo, namreč vemo za Pohlina, vemo zdaj nekaj več o Zoisu, kar je šel ta monumentalni zbornik, ampak vrsto stvari nam pa manjka, tu pa pravzaprav res se pred nami začne odvijati življenje, zgodbice, lahko računamo starost, ko prišla starost. In ne nazadnje, čeprav je latinsko pa nemško, veste še kako je tudi slovensko. Pri nekaterih primerih prav vidiš, da je mislil slovensko pa pisal nemško. To je neverjetno, kako se to včas, kako ti je udarven slovenščina v nemščini. Potem pa imate še to, pisanje priimkov. Naprimer, moja mama bi bila zapisana kot Grandovka, ne Granda, Grandovka. Nekje je to, pa vidite potem to latinska pa nemška oblika, potem pa vidite pa seveda vidite slovensko. Torej pri Koroškem je, na Koroškem je ogromno mojc. In je prav napisano mojica, torej se drugače ne more biti napisano, ampak vidite pravzaprav ven diha tudi slovenščina, zlasti preko zapisov raznih ženskih imen. Pa tudi pri nekaj moških, ampak to je bolj povedno. Potem pa najdete še take ostanke, če se prav spominjam, sem tam pri Šentjerneju najdel ene ostanke nekih posezov, ki jih je pravzaprav odkril pokojni akademik Mlinarič. Potem se tam ne pojavlja na Gorenjskem družina Noč, to je morajo biti ta znana čebelarska družina, ki ima en specialni status. Potem za Belo peč imate rudarje, ne. Bela peč velja pravzaprav pri zgodovinarjih za Nemški otok. Pa vidite iz tega časa, da ni čistko, ne. Če pa še kombinirate ta zapis za Belo peč še z urbarjem za Belo peč, ki je bil tudi, mislim, predlanskem objavljen, veste, pa se neka nova struktura pojavlja, ker Bela peč je dejansko, takrat je nemško-slovenska, ne. Danes je pa, kot vidite, sem razen tistega napisa Tri sestre, pravzaprav ne vidite, in tudi če greste na pokopališče, se ne spomnim enega slovenskega nadgrobnika v Beli peči. Sicer je tudi pokopališče razmeroma novo in staro. Ampak to je pač ta del Kranjske, ki je zelo pozaben in hvala Bogu, da smo tle dobili, ker se tudi pred nami zelo razkriva to belopeško železarstvo, nekje bi rekel Virza, potem za Jeseniško in tako naprej. Torej, bi rekel ni, kot je Breda rekla, ne gre za rodoslovje, veste, kdor je malo hedonista, bo v teh knjigah tako zelo užival, ampak žal je edina pomanjkljivost je ta, da mora to brati za mizo, ker to ne morate na postelj brati, ker vas lahko poškoduje, zlasti. Ampak res smo pričati enemu izjemnemu delu, ki ima veliko vrednost. Omenim je bil dr. Valenčič, ki je to že pred časom analiziral zelo podrobno, kritično, torej on je res delal analize tako, kot se dela za analize štetja.
Dr. Vreč je bil sicer ekonomist po osnovni izobrazbi, medtem ko so mene pa zanimajo ta družbena razmerja, plemstvo, duhovščina, odnosi. Vidite, naprimer se spomnim za Slovenj Gradec, ko imate župnika, pa imate potem polno teh beneficijev. Torej, nek svet, ki se ga danes težko predstavljamo. In če še pogledaš, da končam, gledajte, mi imamo razmeroma veliko vero za politično zgodovino. Za socialno zgodovino imamo pa razmeroma malo. In urbar je sicer zelo dragocen, pa status animarum tudi, ampak strukturo družine, strukturo gospodarske enote pa nikjer ne dobite tako kot ne. Zlasti, naprimer, kar človeka preseneča, je vprašanje služkin, vprašanje pastirčkov, potem žensk, ki skrbijo za postarele pri hiši, potem pa zlasti na Koroškem, naprimer pri Beljaku se mi zdi, ker vidite, kako mesto vpliva na vas, kako se neverjetno to razmerje med mestom pa vas je obrtniki, ki je živijo. Torej, skratka, kdor ima čas, pa to knjigo bere počas, bo deležen enih velikih zgodovinskih užitkov, še zlasti, ker si predstavo samo ustvarja, ker ga je na vodi. Tako da moram reči, da jaz se že kar, če malo pretirjavam, že skoraj tresem od razburjenja, kaj bomo dobili tam, ko bo Štajerska, ker vse štajersko zgodovino slovenske Štajerske tega časa pa razmeroma slabo poznamo. In so tam zelo čudne stvari, torej jaz slučajno po nekaj analiziram knjige Mačka, koliko kmetov kupi graščine, koliko kmetov je graščakov. Na Gorenskem tega praktično ni. Na Dolenskem tega, dobro, se sem Šantarenska župnija, pa sigurno tega ni, ampak na Štajerskem pa je tega več in se pravim, to bo zelo, zelo razborljivo branje in bi se prvič poklonil spominu profesorja Šturma, ki je za to stvar zagrabil, tudi osebno sodeloval pri tem, pisal se spomnim, kakšne težave so bili slovarček pojmov, ker za vrsto latinskih izrazov danes nimamo slovenskih besed, ali pa so dobila drugi pomen in kako je še s pokojnim Primožem Simonitijem sta imela cele debate, kaj je, kaj ni. Ker tudi izrazi vrste niso vedno standardi, isti izraz morate paziti, kaj kje pomeni. Tako da, ampak ni treba nobenega pretiranega zgodovinskega znanja, da se je tega lotil. Samo malo zdravi pameti pa gre naprej. Hvala lepa. Hvala, dr. Granda. Ja, in zdaj pa potrebno je omeniti tudi sponzorje. Začetni zagon je zagotovila fundacija Bojana in Vide Ribnikar iz Kalifornije, katere pobudnik in skrbnik je bil ameriški Slovenec Borut Prah. Nadaljevanje projekta in izdajo publikacij so omogočili Telekomunikacijska družba T2, Občina Logatec, Občina Vrhnika, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Nadškofija Ljubljana. In seveda hvala Slovenski matici in Celjski Mohorjevi družbi, pa tudi Mohorjevi družbi v Celovcu, da smo družino avstrijske, koroške in bele peči pripeljali do konca v tiskani obliki. Kot je povedal tudi gospod Krampač, arhiv Ljubljanske nadškofije ima v hrambi še 23 neprepisanih izvirnih popisov prebivalstva iz leta 1754 z območja Štajerskega vikariata Ljubljanske škofije. Naša naloga je, da delo dokončamo in tako nas v naslednjih letih čaka še zaključna 7. publikacija, da bo zbirka transkripcij vseh 75 popisov postala zaključena celota. Čaka nas torej še veliko dela, predvsem pri pridobivanju sponzorjev, to nikakor ni enostavno. Ampak stvari je treba speljati od začetka do konca, to dolgujemo tudi pobudniku in uredniku zbirke, profesor dr. Lovro Štorm. Hvala. Če ima kdo še kakšno vprašanje?
načrtujete tudi kakšen katalog, se pravi seznam slovenskih priimkov, da bi videli slovenskost, pravzaprav v vseh arhivah ali še kakšne druge predelnice od celoto. Se pravi, seznam priimkov imetno ste prezmenili molcem, to je zelo pomembno, da vidimo, ali je bila slovenskost res tako globoko evidentirana tudi v teh knjigah. Zaenkrat to v okviru inštituta Karantanija ni bilo v načrtu, če pa imate v mislih kakšnega sponzorja, ki bi omogočil nadaljno raziskavo, se pa z veseljem verjetno tudi lotimo novih nadaljnih odzivov. Dajte vi to vprašati gospoda lastnika Rika, ki z lahkoto dobi milijone pri vsakem poslu, kaj šele oni iz Idrije, ki dobi po 200 milijonov pri drugem tiru mimogrede, skratka, če bo dal kakšno malenkost, ne bo se slabo za njega. Bi pa predlagal tudi tega bivšega Pipistrela, ki se hvali, da ima velike načrte, če bi dal on 100 000, bi bilo za njega, kakor bi dal jaz tam 1 evro. Če se smem zapriti na to. Namreč pri priimkih je malo problem. Mislim, res bi bil fajn, če bi bil indeks priimkov. Sam je problem prvi tak, da se določeni priimki se zelo spremenijo v pisavi. Enkrat si Grande, enkrat si Granda, enkrat si Granda, enkrat si Grandovc, zdaj kako ponovno. Potem seveda slovenskost je pa sploh težko iskati. Mi vemo po lastnih izkušnjah s Koroškem, bolj ima nemški priimk, bolj je zadrt slovenski. Bolj ima slovenski priimk, hujše Nemci. Zdaj, kako hočete narediti, je velik, mislim, da so seveda veliki problemi in gotovo pa, da bi bil en indeks priimkov, to bi bilo seveda pa zelo zanimivo, zlasti za rodoslovce. Pa nekaj, to sem še pozabil, mi vedno govorimo, kako so ljudje naši nemobilni. Oprostite, iz teh knjig vidite, najdete izrazite, naprimer, krajinske priimke na Koroškem, Koroške na Štajerskem, ni bila resnica taka nemobilnost družbe kot se trd. To moram reči, da sem še dalje bolj prepričan, že potem, koliko imate, naprimer, na Štajerskem, koliko priimkov je Korošec, tudi na Dolenjskem, pa na Štajerskem, pa Dolenjci, ali pa če pogledate, koliko imamo Ipavcev, Vipavcev, tako da mobilnost je bila veliko večja, potem pa še nekaj se da tle gledati družbeni vzpon posameznih socialnih okolij. Kako nekdo, naprimer, ga imate navedenega kot grajskega oskrbnika, pol 19. stoletju ga lahko dobite pa že kot graščaka. To so tu take razboljive stvari. Naprimer se spomnim, ampak ni jih le noče navedeno v primeri s Zoiso, ker kmet pride reševati njegovo zadolženo gospodstvo. Ta družina še danes menda še zelo znana v Ameriki in imajo menda celo tiste nagrade filmske, Oskarja, kaj sve koga. Torej, pred vami je res, jaz sem se sam zapičal, ker takrat v priimk Noč na Gorenskem, ki mi je nenavaden, ampak imajo tudi nenavaden socialni status. Moram reči, da tudi iščem kakšne ostanke Kosezov in ker mi vemo, da je bila koseška skupnost na Štajerskem izredno živa in dolgotrajna, upam, da bomo tudi prišli tle na sledove kakšnem teherskem premičem, kot bi rekli po obri. Lahko še jaz dodam? Ja, priimke, mislim, to bi bilo zelo lepo. Mislim, zdaj, če že to enkrat vse skupaj prepisano, ni nekih velikih težav. Problem je samo to, kot je gospod dr. Stane Granda rekel, problem je poenoten. Lahko se pa tudi naredi, da se v originalni obliki, malo je pol črevasto, ampak lahko se v originalni obliki praktično priimke, to je res, to bi bila dobro kazalo za vse, praktično za vse, za cel, ampak kot je gospa Breda rekla, to je zopet povezano s finančnimi sredstvi in to tle se navadno se partnarijo vedno se nekaj. Hvala. Še nekaj bi vprašal v zvezi z grboslovjem, ali se
v smislu grbov, ki so bili značilni za tisti čas, je to tudi bilo proučevano. Ker jaz se spomnim, sem pred 30 leti v Trstu eno antikvariatu odkril eno knjigo, ki me je zelo presenetila, italijanske plemiške družine v Kopru. In dejansko je bil tam dokaz, da Koper je bil absolutno italijanski. Ne? Zdaj, a so tile grbi na nek način tudi dokument dobe in družin in rodbin in ljudi? Ja, zato so pa drugi zborniki, imate v Avstriji Adler leksikone, potem posebne te zbirke grbov, ki se seveda tudi spreminjajo, ampak to bi pa moral tlele imeti doktora Pranfalka, da bi to te stvari pojasnil. Tudi veste, da grbe je zelo drago bilo zatiskati, ker so barvni. Ampak vendar grbi pa plemstvo je precej raziskano, precej se v tem vetu se zelo raziskuje, imamo te razne združbe, amaterske ali pa poklice kot Adler, Gesellschaft v Avstriji, tako da se seveda da in če smo že, ker ste že tako lepo vprašanje postavil, tudi tle iz del doktora Pranfalka prihajajo pretresljivi rezultati. Namreč po teh podatkih, ki jih ima on, je približno petina, bliža se pa že celo četrtini plemičev pri nas slovenskega izvora. In se spominjam, ko sem okrog 85 na to možnost nakazal na zborovanje zgodovine na Ptuju, vam povem, da sam še tepe nisem bil. Pokojni Klopčič, France, ki je bil sicer zelo srčen šel, pa tudi za zgodovine imel zelo, me je zmerjal tako, da sem se profesor Cvitru zatekel potem po zaščito. Ampak vendar prihajajo, to je zanimivo, iz starejše zgodovine, ki je danes pravzaprav vodilna v slovenskem zgodovinopisju, prihajajo zelo nove in pretresljive stvari. Naprimer, sam če dam za primer Rubino Kobencer, ki je vedno poudarjala, da je slovenskega izvora in je pa šla tam iz Štanjela na Krasu, zato je tudi žalostno, da nimamo podatke še za Goriško. Poglejte, in je pa šla do najvišjih položajev v 200 letih pravzaprav v celi monarhiji pod kakšnim položajem. In vemo, da je en Kobencer, en izmed zadnjih, ali oziroma ta zadnji, celo Napoleon razlagal o Slovencih, ki tukaj živijo. Ampak te stvari moram me zelo počasi, pa z velikim odporom nekateri zgodovinarjev prihajajo, ampak prihajajo. Tako zdaj se tudi pripravlja objavo, čeprav se spomnim Kobencerovega dnevnika, ki bo tudi zelo, ki je bil kupljen nekje v Nemčiji. Tako za internet. Če smem tukaj dodati, gospod je dal vprašanje o koprskih družinah. In zavedati se moramo, da tukaj imamo za drugim etničnim prostorom posla. In gre za plemiško družine znotraj Zahodne Istre. Zahodna Istra je bila seveda, kot vemo, romanska in kasneje pod Benetkami italijanska. Beneško-italijanščina je tukaj prevladovala. In prav pred morda enim mesecem sem poslušala predavanje kolega Pranfalka, ki je rekel, da bo te patricijske beneške družine, grbe njihove, da bo zdaj v prihodnje analiziral. Ampak gre za beneške družine v tem ambientu. To je nekaj drugega kot kontinentalno, kjer si stane seveda popolnoma pravilno, gotovo, da je bilo veliko slovenskega, medtem ko tukaj so pa plemiške družine pretežno italijanske, kar pa ne pomeni, da Koper je bil italijanski tako zelo. Kopersko zaledje je bilo še kako slovensko, vendar ne plemiško slovensko. Plemstvo je pa tukaj bilo pretežno italijansko v tem območju, ki je spadalo pod. To je ugotovil Pranfalk. Tak je. Samo še, ko sem ravno pri besedi, rekla bi seveda po plemkih se ne bo dalo za Koroško ugotavljati slovenskih etnitov, vem sama iz lastnega dekliškega plemka, to vejo tudi vsi Cvitri, ki tudi slovenskih plemkov. Ampak
tukaj si pa sam povedal, Mojca je pa tipično osebno ime, ki pa je slovensko in jaz mislim, da so osebna imena tista, iz katerih bi pa ta slovenskost še kako ven udarila. Te bi bilo treba analizirati. Sam še glede Kopra, Ana Ravrič je ugotovila, da je pri Bratovščini crkveni, ki so le v mestu, imate pa veliko slovenstva. Ampak ne plemiške, patriciji pa niso. Te pa ne, ne? Ampak poglejte, mene celo življenje že muči, no se nekje že o tem napisan, ampak še premalo. Kako bi si mi predstavljali življenje Slovencev, kulturno življenje Slovencev brez Valvazorja, pa brez Zoisa. Oba sta bergamaša. In mi imamo 20 bergamaških družin, ki so se sijajno zasidali v slovenski kulturni zgodovini, ampak razen enega zbirnega članka od koprskega kolega pravzaprav nimamo študija, pa so, bi rekel, so se tudi mešali s Slovenkami in tako naprej. Ampak glejte, vsi mislimo Zois, a ne, Valvazor, pa gre še vrsta, se pravi, vsaj na 20 familij, tako na hitro rečeno. To je tudi ena stvar, ki jo moramo še ukomponirati v slovensko zgodovino. Mi Valvazorja omenjamo, mi Zoisa omenjamo, da sta pa oba bergamaša in da sta pa pripadnike ene velike skupine ljudi, ki so z Bergama prišli sem. Zakaj z Bergama? Pa zakaj samo z Bergama? Tle so pa še vprašanja in moram reči, da so še velike skrivnosti v zgodovini. In te knjige jih hvala Bogu tudi odpirajo. Zlasti, ko gledate kakšne plemiške družine, kakšne mečke, pa Kosezi, pa podobno. Je resnično razgledljivo, čeprav so popisi prebivalstva ponovatan dolg čas. Zakaj pa ne bi se zgodovinarji upirali, namesto da bi bili zadovoljni, da se te teme pojavljajo? Bistvo znanosti je raziskovanje in resnica, ne? Veste, vi imate danes zelo močno skupino, ki smo Slovenci iz Mišljutina, Prešerna, pa one. Lahko berete, jaz sem to na simpoziju že poslušal, na Slovenski akademiji znanosti v Prešernovi, ne, v Spolni dvorani, da so Slovenci iz Mišljutina, Prešerna pa Blajvajs. Prosim, gospod redni profesor, ime bom zamučal. To res potem ne bi... Kaj mislite, da lažem? Ne, to ne... Prostite, obtožil ste me, da lažem. Ne, jaz vam ne bom povedal ime vsega, večina poznate. To je trdo, ko smo imeli zborovanje o Zoisu, ko smo imeli simpozij o Zoisu. Hotel sem reči to, da če bi bilo to res, potem ne bi Janez Svetokriški bil natisnjen prve knjige Pridi v Benetkah v slovenščini. Vse še mrske drugega res veste. Če nazadnje, zakaj je Španheim pozdravil tega Bugarte s prvimi gradbami in vse imamo potem ostanke za Štajerske, za ustanovitelje Žic, vse imamo čudatih pričevanj. Celo za Celjske se najde zdaj nekaj pričevanja v zadnjem času. Jaz bi samo vprašala, kakšni so načrti, da bi to monstruozno delo prišlo do slovenskih občin, ne glede na to, da se tičejo njihovih prebivalcev ali ne, ampak da bi bili seznanjeni kot celotna Slovenija, da bi mogoče to tudi kazalo na eno večjo čustveno, duševno povezavo. Torej, veste, COVID je naredil tle ogromno škodo. Jaz sem bil, naprimer, v dogovoru z šentjernejskim županom, da bi predstavili vsaj šentjernejsko paro, ki je zelo zanimiva, pa veliko večja in Makedons, ampak so te ovire precej zadušile. To je eno, drugič vam bom povedal, da so župani zelo različni, eni imajo smisel za zgodovino, eni pa pravzaprav dobesedno bežijo v zgodovino. Ker se vsi bojijo, da če boš kaj tazga, ali boš, ne vem, ali kakšen revizionizem prinašal,
ali še razredno sovraštvo, zelo čudno, ker imajo tudi zelo različen odnos do plemstva. Jaz sem bil naprimer v družbi z potomko družine Ulem, ki je imela v lasti Klevevš pa tako naprej. Je bilo zelo zanimivo, eni ljudje so se razburjali, pa smo to plemili, pa smo ni plemkinja. Ena njihova veja je plemiška, oni pa niso, oni so zavrčali doma izvira ta družina. In je bil že cel hudič, kaj zdaj feudalizem obujemo pa tako naprej. Eni so dejansko nori, so pa to čisto navadni ljudje, se spomnim, ali se mogoče tudi spomnim Van Volta, zadnjega meni znanega potomca lastnikov Hmelnika, totalni bojem. Cela Ljubljana, ki je hodil po Ljubljani, ki je bil star tam okoli 70 let, se spomniš ali že? Dolgorasen, star. Vam povem, izjemno prijeten človek, ampak takrat se spomnim, je bil na mislu Franc Šali, znameniti je bil župan, pa mu je hotel pomagati, je bil cel hudič, oprostite, a zdaj bomo pa feudalizem rešvali, zdaj bomo pa feudalce nazaj postavili. Tako pač je pri nas, ne. In se spomnim, ki mi je rekel, sad oprostite ta ekskurs, se je rekel, gospod baron, kako pa boste, kaj pa vi mislite s Hmelnikom? Je rekel, veš, popravil bi ga. Se je rekel, pa s čim, kje boste pa denar dobili, oni bodo reči profesor etnologije v Južni Ameriki. Ja, je rekel, od hosta, se je rekel, gospod profesor, a veste, da koliko gost prinaša? Gost pa ne bo prinesel niti za lastno življenje. In dejansko pa je Reve živo tam eni zidanci, po Teržko goro, čez poletje, tako lepo hodil okrog, pa bojeno špilo. Tega le se kaj ne spomniš. Čudno se pa zgrado to vidi. Morda, če ni še kakšno vprašanje. Mislim, fajn bi bilo, ne, da bi župane nagovorili s tem, ne, pa tudi mislim, da je to taka malenkost, da bi vse te župane, ki so njihovi kraj noter, ne, da bi vsej nek atribut zraven dali, ker to pa res ni. To so, ko vidimo kup denarja, se gre za reprezentanco pa take stvari, to bi bilo pa po mojem tistih 2000 evrov ali kar takega dati zraven, da se knjiga polizide. To so tako malenkostni zneski, ampak pri nas za izdajo neke knjige pa se kar nabere bolj, če se to vse skupaj da in je knjiga lažje dostopna, lažje pride do ljudi. Sej, jaz mislim, da bi bilo zdaj zelo narobe, če bi se mi zdaj ustavili pa rekli, 7 knjige pa ne bomo izdali, zato ker ni finančnih sredstev. Ne vem. Glede na to, da ste mi od sredo po četrtek in pa naprej, bi jaz pisal gospodu Colariču, direktorju Krke. Krka ima lani absolutno rekordni dobiček in v prvem trimesečju še bistveno večji. Se pravi, če bi Krka dala 10.000, to še več bi bilo to za njih polno. Dajte malo Colarič in potrebuje in je naklonjen pri raznih, predvsem širše lokalnih zadevah. Pište mu. Bomo ravno to rekli za Krko, ker Slovenska matica zadnje leto dobiva od Krke, pa ne dobiva v takih vsotah, ker Krka je ena tistih, ki največ daje, ampak razprši nad širok spektr. Je pa dejansko pri županu. Ko sem pa glih pri besedi, kar ste še omenil za uvodoma, da še ni nobenega odgovora ali odziva, ko ste pa spraševali za ostale, torej, ker je bilo fotoglejskim patriarhatom oziroma Goriška, nisem dobro razumel, ali to pomeni, da ste dobil negativen odgovor, ali da ste vas sploh oglasili še nekaj? Sem spraševal, pa sem dobil negativen odgovor. Hkrati sem spraševal vse te raziskovalce, naše slovenske, ki hodijo v Gorico, in zdaj največja verjetnost je, da se je to gradivo izgubilo ob selitvi gradiva v Stično. To je največja verjetnost, da je takrat prišlo do tega, da tega gradiva ni. Tudi Stični smo povpraševali, če bi slučajno po kakih logikah ostalo tam, pa ni. Tako da to je zelo škoda, da bi se pač ta etnični, mislim, tale prostor pokripno. Ja, hvala. Mi se bomo vsekakor potrudili, da bo knjiga tudi 7. publikacija izšla. Ne moremo sicer točno predvideti kdaj, ampak
počasi računamo na to, da bomo prišli na cilj in da bomo potem imeli res neko predstavitev in morda turnejo po Sloveniji s predstavitvami za zaključek, za uspešen zaključek. No. Tako da vsaka ideja je seveda dobrodošla, kako prispeti do tega cilja. Hvala.